Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Ja, danes bomo govorili o eni temi, ki mislim, da jo moramo obdelati, ker je to del normalnega življenja in brez tega pravzaprav bi bili zelo dolgočasni, ne? Pa tudi svet bi bil malo dolgočasen, če ne bi prišlo do sporov. Je pa seveda vprašanje, kako jih rešujemo. Zdaj včasih lahko seveda nesoglasje učinkovito rešita recimo dva emocionalna zrela posameznika, ne, včasih pa mora vmes poseči tretja oseba. Zdaj, včasih pa res ni druge, kot da rečemo, se že spomnite tega slovitega, ne? Opa! Opa! Se vidimo na sodišču! Ja, se vidimo na sodišču in danes seveda na mojem kavču dva čudovita gosta. Z nami bo seveda najprej Andrej Pešec, torej predavatelj in svetovalec, in pa magistra Gordana Ristić, predsednica Društva mediatorjev Slovenije, ki seveda dela na sodišču, ne, in skrbi torej za take spore. Zdaj v prejšnji sezoni smo mi gostili tri gostje, od katerih sta se v bistvu dve zavzemali za eno mnenje, tretja pa seveda diametralno nasprotno. Oddaja, ki ne bi trajala tam 20 minut, se je razvekla v dobri 2 uri in vmes, jaz res nisem, mene tekale z mene, seveda se vmes dobro, da smo imeli tukaj make-uparco, da nas je malo napudrala, ampak jaz več nisem vedela, kaj ne naredim in takrat sem prvič pomislila, zdaj bi porabila enega mediatorja, da mečkan umiri in pomiri tele strasti, ne. Gordana, zdaj verjetno je, torej, bom rekla, tretja oseba, mediator, zelo dobra ideja, da v takih torej sporih oziroma konfliktih pristopi in to zadevo umiri, ne? Ja, najboljše je, če nam ne gre v dialogu, ne, tako ali pogovoru, potem spor eskalira, da rabimo pomoč tretjega, ne. In mediacija je zelo dober način, takšen reševanje sporov. Seveda je pa mediacija na podlagi neke pogodbe, dogovora, da nas stranke sprejmejo, povabijo, da jim pomagamo rešiti spor. Zdaj, če jaz imam v dvigalu dva otroka, ne, ki se kregata in pomagam razrešiti njun spor, gotovo bom uporabila mediacijske tehnike, vendar to ni mediacija prava, ne. So pa mediacijske tehnike in je res dobrodošlo, če dva ne moreta razrešiti svojega spora, da gresta k mediatorju, pokličeta mediatorja in ta jim pomaga, da ona dva najdeta tisto rešitev, ki je za njiju najboljša. To je definicija mediacije. Prej sem vas že kar nekaj stvari spraševala, ker me je res firbac matro, ne, in ena izmed najbolj zanimivih mi je verjetno ta, poleg tega torej, da ste sodnica, ste več kot 20 let že mediatorka, ne, da je za vami kar nekaj izobraževanj na tem področju, namreč biti mediator ni takole, kar reče eno osebo postaviti, pa res zdaj boš pa ti tukaj nekako mirila strasti in pomagala torej rešiti spor, ne. To je kar orang zadeva, tudi za vas v končni fazi na koncu, ne, psihološko. Ja, kar zahtevna reč je mediirati, ne. S tem, da pri nas mogoče informacije za gledalce, mediatorji, kdo je lahko mediator, je določeno le, ko gre za mediatorja po družinskem zakoniku, tam je predpisan kdo, kaj, zakaj in seveda tudi Ministrstvo za družino nekako nas ima tam licencirane in če si mediator na sodišču. Sicer pa ni predpisano pri nas zaenkrat, kdo je lahko mediator, ne. Gotovo pa je dobro, da ima neko izobraževanje in tudi to, kar ste dobro takoj rekli, da je mediator nekako sposoben prevzeti to breme tudi, ne, da pomaga strankama najti tisto rešitev, ki je za njih najboljša. Ja, je kar zahtevno delo. Ampak dobro se držite, tako da hudega vam očitno ni, ne? Ja. Andrej, zdaj grem pa midva. Zdaj, če gledamo recimo, kako ljudje doživljamo spore, ne? Eni so zelo glasni, napadalni, drugi seveda z dolgim nosom, nekje v kotu tiščijo, tretji se pač umaknejo in majčkam premislijo. Katero v bistvu način je pa recimo najbolj optimalen, ko govorimo torej o soočenju spori, ne? Kaj je tisto, kar v bistvu, s katerim lahko največ dosežemo v končni fazi? Določene skupine menihov hrano samo za desno roko jejo in pa še to 4 prsti. Pa sem jim rekel v eni situaciji, dej, bodite praktični, zakaj, dej, kaj se tle, fnašniki, ne. Je rekel, ne, veš, zato jem tak hrano, da se 2krat na dan spomnim, da nimam kaj na druge s prstom kazati, ampak da vedno probam svoje motive preizprašati, da vidim, a sem jaz koga kaj užalil, a sem kaj narobe rekel, kar ne pomeni, da bom zdaj jaz črna ovca vsega, ampak da preprosto probam, ker če jaz nekoga etiketiram ali pa krivim za nekaj, večinoma kako reagiraš ti, ko te nekdo nekaj ne krivi, takoj se začneš braniti, razum se izklopi, ego ne dela, emocije močne in si žival pokončno.
In večina nas tako rešuje konflikta, da rečemo, aha, jaz sem kriv, ampak on je še malo bolj kriv kot jaz, pa ne on naredi prvi korak. Ne, pa se tako postaviš. Ne. Večinoma take konflikte ali smrt rešuje, ali jih rešuje bolezen, pod narekovaji, spet nikamor ne prideš. Verjamem, da najvišji nivo je pa, da probaš svoje, se pravi, postopke preizprašati, pa pogledati, kje lahko, kakšne so potrebe ljudi, ne, s katerimi smo v konfliktu. Spet, če je človek žleht, tam težko karkoli narediš, tudi gospa je prej omenila, da če niso vsi za rešitev, lahko jaz imam ne vem koliko vsega, izobrazbe pa vsega, ampak boš težko kam prišel. Še posebej mi je pa v spominu ostala učenja od Marshalla Rosenberga, knjiga Empatična komunikacija, ki pravi, da večina na 4 načine konflikte rešujemo. Prva je to, da obtožimo sebe za konflikt, ne, se pravi, jaz sem kriv, tukaj rad rečem, da nihče ni kriv za nič, vsak je odgovoren za vse. Ker če sem jaz kriv, takoj, pa si pol, ne, spet bogi, ampak odgovoren sem za vse, kar se dogaja. Potem drugo je, da okriviš, se pravi, ti si kriva, nič, preprosto, lej, se veš, malo si ga pobiksala, jaz sem svetac, ne, stvar rešena. Pravi, tretji nivo, ki pa prvi omogoča res neko ljudsko izmenjavo, je pa, da se vprašam, jaz, kere moje potrebe niso bile v tej situaciji zadovoljene. Se pravi, recimo prej se mi je Rok opravičal, ja, smo mogli prestaviti 2-krat, 3-krat, oprosti, ne, moja, se rekel, lej, tako mora biti, to je tak življenjski aranžma, moram sprejeti ene stvari. Imam lahko jaz potrebo, potem, če se nekaj zmeniš, da se to v praksi tudi spravi, ampak pravim, najvišji nivo pa je, da če se vprašaš, kere potrebe njega ali pa nje niso bile v konfliktu, ali pa kaj ona, kaj rabi. Primer, pred leti mi je rekel oče v eni situaciji, a imaš namen, ko klošar cel življenje živeti, Andrej? Pa če bi bil vsaj malo še bolj smotan, ko sem bil takrat, bi se lahko fino zagrabljal, pa ne. Sem pa k sreči se vprašal, kjero potrebo ima oče, ne, da je zakaj mi to rekel, vem, da žleht ni, ne, dobro mi hoče. Jaz sem pa takrat se precej selil sem pa tja, ne, nekaj časa tukaj, službo sem imel tako, da ni bilo redno službe, sem veliko na donacije tudi deloval še takrat. In sem ga samo vprašal, lej, a če te prav razumem, a tebe skrbi to, da bom jaz nekaj siromak, revež, na tvoj račun, ne, živel pod mostom, nekje spal. In je rekel, pa ja, ne, te ni škoda, le, prav sposoben si, brihtna si, ne, izobrazbo imaš, ne, lahko da bi šihna, a je zapolno rekel. Ne, sem rekel, lej, ne, preprosto probi zaupati, ne, in verjamem, da je od takrat naprej izključna dobra namernika in druga. Navidezno pa, ne, lahko bi nekaj v nasilju družinskem se to eskalirali. Zato verjamem, ena inteligentna oseba dost, kjer si lahko pomagaš z dobro prakso ljudi, ki so pred nami, da lahko se izogneš 99% konfliktov, razen v situaciji z ljudmi, ki so žleht ali pa zlobni. Žleht, ja. No, zdaj mediatorji Gordanja veljate pravzaprav za zelo nevtralne osebe, morate biti nevtralni, ne? Jaz recimo sem dobila občutek, ko sem se recimo pogovarjala z ljudmi, ki so bili na kakšnih teh, predvsem, ko govorimo o ločitvah, po skrbništvu pa tako naprej, joj, je bila ziha na njegovi strani, ne? Kako težko je biti v vlogi mediatorja? Zdaj, vi dve strani torej opazujete. Neko mnenje imate ali ga ne smete imeti oziroma se distancirate, da ga ne ustvarite? Nikoli človek ni čisto nevtralen, a ne? To je nemogoče, ker mi le doživljamo vse skozi svoje oči, skozi svoja čustva, skozi sebe, a ne? Tako da popolnoma nevtralen se ni mogoče biti. Drugo pa je seveda, da s temi tehnikami, a ne, znamo ohranjati, ne, če se samo opazuješ, točno čutiš, da ti gre kdo malo na živce, na kaj ti je, ne, si bolj, a ne, zavibriral, a ne. In potem se potrudiš to razumeti, najprej prepoznati, razumeti in se biti zelo previden do recimo stranke, za katero si to začutil, a ne. Torej, da se, a ne. Lahko se pa seveda zgodi, to pa bi nam bolj psihoterapevti razložili, da pride kdaj do tega, kar rečemo transfer, a ne, da nezavedno prenesemo naša čustva iz preteklosti, recimo na neko stranko, ki recimo, ne, zdaj, če bi en tak primer dala, da je nek oče, ki se mu očita, da je alkoholik, a ne, pa je bil recimo moj oče alkoholik in potem jaz nenadoma postanem zelo agresivna ali pa jezna na tega človeka, ne. To pa recimo se nezavedno zgodi, temu je pa potem namenjena supervizija, ne. Ampak skozi trening, skozi delo z ljudmi se navadimo to samo opazovanja sebe in drugih, in potem pač poiščemo pomoč, če je treba. Ni tako težko, kot bi človek rekel, ne. Redko kdaj nekako so težave s tem. So pa res stranke, kdaj doživijo tako mediatorja, ne,
tudi redko, prosim, jaz vodim oddelek za mediacijo pri Višjem sodišču v Ljubljani, redko zahtevajo recimo drugega mediatorja, češ ta mediator je bil pristranski. Prva pot je, da mediator strankami z ljudmi razišče, kaj je tisto, zakaj ga stranka tako vidi, in to ali po telefonu ali takoj v ločenem sestanku lahko raziščemo. In potem se pokaže, da stranka ni imela dovolj časa zase ali pa nekih stvari ni imela priložnosti povedati, in da je imela občutek, da pa tista druga stran ima več časa in da je ona povedala več svojih želja, interesov. In mediator to razčisti. To je nekaj, pravzaprav, kar se pa v mediaciji pa lahko kar večkrat zgodi. Super, hvala lepa seveda za tale čudovit odgovor, da ste nam večkrat približali pravzaprav tudi tovrsten vidik, torej kako iz mediatorstva pravzaprav gleda recimo na vse nas in kako se te stvari lahko rešuje. Zdaj pa najbolj pogosti spori, verjetno se boste vi tudi strinjala, so pa verjetno sosedski, Tudi, tudi. Zdaj, zvečer seveda žurira, zjutraj kosi, onemogoča dostop do hiše, komplicira zaradi malenkosti. Zdaj, ali je pravica v bistvu soseda, da na svoji nepremičnini počne, kar želi, kar hoče, neomejena, ali obstajajo mogoče sredstva, da se takšno ravnanje sosedov omeji? Kakšen je obseg motenj, ki so še dopustne? No, seveda, drugače verjetno to ne moremo reševati ravno s pogovorom in mediacijo. Če pa že ne gre to, če se to ne da, potem pa ni druge, da seveda postopimo po pravni poti. In kako pravno reševati torej spore, nam je pojasnil magister prava Klemen Šuligoj. Torej ne, pravica soseda seveda ni neomejena. Zato, ker živimo v družbi, kjer je veliko ljudi, veliko nepremičnin in neka temeljna načela oziroma pravila medsosedskih odnosov pač narekujejo, da so določene omejitve. Zdaj, zakon konkretno postavlja mejo v terminu krajevno običajna meja. To je zdaj pač mi rečemo temu pravni standard, ki se presoja v vsakem konkretnem primeru posebej. In ta krajevno običajna meja se seveda tudi razlikuje od kraja do kraja. Zdaj konkretno prepovedano je kakršenkoli zvok, smrad, svetloba, mogoče tudi prah, kakršnekoli take podobne zadeve, ki seveda presegajo krajevno običajno mejo. To je, kar se tiče nepremičnin. Zdaj seveda so pa tudi primeri recimo motenja posesti, ko pa sosed, konkretno na moji nepremičnini, ne vem, hodi čez mojo nepremičnino, čeprav ne bi smel, se vozi z avtomobilom, nasuje pesek in tako naprej. Kakšne so posledice nerazrešenih konfliktov in kaj lahko človek sam pri sebi recimo naredi, da bi uspešno reševal spore? Zdaj verjetno aktivno poslušanje, pa zmožnost uživeti se v argumente drugega, kontrolirati moramo čustva. Andrej, kaj še? Jaz verjamem, da če razumeš to, da za svojo jezo ali pa zamere mi najbolj sebe škoduješ, vidi se, kako se na telesu odraža jeza, fušija, zamere, problemi, boš malo drugače začel k tem stvarem pristopati. Drugo, če razumeš formulo miru iz enih starih spisov iz Bhagavad Gite, ki pravi, da nisi ti kontrolor sveta okrog sebe. Kdaj se recimo, kdaj zob najbolj boli? Zvečer večinoma, zakaj? Ker takrat razmišljaš o meni, jaz pa moje problemi, pa to pa moje, čez dan, ko si angažiran, ko delaš nekaj za narod, pa ko daješ, ko doprinašaš, vse štima. Drugo, če veš, da nisi ti kontrolor sveta okrog tebe, in da če veš, da vse, kar se zgodi, služi temu, da se jaz nekaj naučim, predvsem, da dozorim, da dojamem, da sem na obisku. Jaz verjamem, da bi z vsemi delali lepše, če bi vse zaposojeno smatrali. Jaz vem, ko mi je dedek posodil avto, ne vede, ko je spal nekaj časa. Ne vede. Sem se tako lepo z njim pelil, pa ko se svojim voziš, ali pa moja punca, moji otroci, moja žena, tako je odmah problemi. Plus pri medsosedskih stvareh, recimo zadnjič me ena gospa kliče, ja, stalno mi tlačike, kipa na moje dvorišče, pa sem vprašal, pa si šla že delo, pa nekaj speč za njo, pejde do nje, potrki, pa kaj pa ne morem to, oko za oko se reče, vemo, kam bomo prišli. Sodišče, verjamem, če gre tako daleč znak, da niti eden v celi žlahti ni vsaj malo inteligenten, pa evo, brez spet. To je pa zdaj izjava. Res inteligentna oseba.
Sem rekel, pa bo rekla, se mi bo čudila, kaj pa ti, nič gospa, vidim, tako lepo mi vsak dan kipnete stvari, ne, tam pred hišo, moram jaz še vam nekaj nazaj dati za to. In če to iz dobrote narediš, jaz sem zikar, da bo to človek čutil. Če zdaj naredim jaz to, da bom fin, se bo tudi čutil, bom dobil reakcijo za to. Zato verjamem, da bi vsak od nas mogel in psiholog postati, in mediator, in človek v prvi fazi. In ko bomo vsaj do tega nivoja ljudskega prišli, pa praktično nekako bojo lahko na sodišču po 4 urce, ne pa po 80 ur na teden delali, ne, ker ne bo konfliktov nobenih. In zato verjamem, da je zdrava kmečka pamet tisto, kar je tako redko danes, ampak tako cenjeno. In najlepše pri tem pa je, da ena oseba, se pravi, pri kjeremkoli konfliktu morate biti obe osebe za to. Dam sem še ta primer, recimo. Tole sem dobil pred leti od enega gospoda, ali pa bom drugo zgodbico omenil. Ena gospa je rekla, ne, stalno daje mokre šalice moja sodelavka v marcu, pa bolj, ko ti govorim, ne neha, ne bolj so mokre šalice. Pa probamo, da vidimo, ne, kaj pa pravnica, recimo, na izobrazbi, pa vprašam, dej, a si probala že tako, dej, omen, ko boste nekje takle na klepetu ob kavi, dej povej ti, bila sem včeraj pri moji tašči, tašča ima tako veliko srce, dobričina, res neverjetno dobro, ampak ni mi jasno, zakaj da vedno, ko čaj skuha, da mokre šalice gor v omaro. In si čudim, ne vem, ne, pa smrdi, ne, šalica smrdi, omarca gnije, bo treba menjati. In če to na en tak način poveš skozi zgodbico, verjamem, da to mediatorji obvladajo te stvari, se lahko razum takrat človeka vklopi. To morate sploh kot mame dobro poznati, ker imamo praviloma sploh moški še malenkost večji ego, kot ga imate še v teh časih tudi dame. In zato se da zelo lepo navigirati, če poznaš osnove te komunikacije. In sem vesel, da so ljudje zreli, ki te stvari prakticirajo. Wow. Dobro si tole povedal, super, Andrej. Gospa Gordana, še nekaj me zanima. Nevrološka teorija konflikta. Kaj to pomeni? Ja, to so pa nevroznanstveniki pogruntali, pa pravzaprav že dolgo nazaj, da imamo različne dele možganov in en del je, ki se mu reče amigdala ali ta stari del, eni rečejo reptilni del možganov, živalski del možganov, ki je namenjen preživetju. Ne? Tako kot pri živalih ima tudi človek, tle nekje noter je v tem delu glave in je namenjen temu, da ko nas nekdo nekaj napade, da se ali branimo tako, da napademo nazaj ali pobegnemo. Živali še utrpnejo lahko, ne? Mi težko, ne? Pred medvedom težko utrpnemo. Ne? Skratka, če srečam medveda, amigdala sporoči dvoje, ne? Ali napadi ali beži. In pri tem spustimo veliko stresnega hormona v kri, ki prereže dotok teh nevrotransmiterjev. To so tiste sporočila, kurierji, ki potujejo od tega dela možganov v sprednji del sive dela možganov, torej analitičnega uma. Jaz nimam časa analizirati, a zdaj to medvedka, ki ima mladiče, pa je nevarna, pa, ali je to mogoče samo prijazen medved, ki je že jedel, pa je prav fajn, da se malo še z njim pogovorim. Nič ne bo se dalo to preveč filozofirati, ampak mi to prereže in jaz reagiram tako kot žival. Ali pobegnem, ali napadem. Ne? In nažalost, kadar vidimo nekoga, s katerim smo v konfliktu, naprimer pride na sodišče, zdaj tista stranka, ne vem, bivši mož, s katerim sem v strašnih, ali pa sosedje strašno skregana, jaz ne vidim, da je to samo pač bivši mož, s katerim sem se razvezala, ampak vidim medveda. In bi takrat napadla ali pobegnila. In zato je dobro, in poseben mediaciji enako, da ima mediator neke tehnike, da to pomiri, kajti to rabimo približno 10 sekund, da razumemo, da to ni medved, ampak je samo nekdo, s katerim sem skregana, in da z nekim vdihom, izdihom svoje možgane pomirim in da to steče. Mediator pa s temi besedami, ko je taka situacija, razumem vas, tole je zelo hudo, ali pa za obe stranki, ali pa normalno je, da je od začetka tako, dajmo se malo umiriti, usesti, da bo prijazno, prijetno in potem s tem, ko pomirim stranko, pomirim ta del možganov, da lahko nevrotransmiterji stečejo,
da lahko možgani normalno delajo. Ne? Super, hvala za tole tehniko. Časa nam je zmanjkalo, žal hvala obema. Mislim, da sta nam vsem odprla oči in da bomo veliko bolj z mislimi umirjeno pristopali naprej k sporom. Hvala. Hvala lepa. Enako. Srečno.